Želel sem povedati, da sem v družini, zlasti seveda od pokojnega očeta, ki je bil svak doktorja Kralja, o doktorju Kralju veliko slišal. Včasih je naneslo tudi, da sem bil z očetom na obisku pri kakem kraljevem medvojnem oziroma predvojnem znancu ali sodelavcu. Na primer pri sestrah Abuja v Gorici. In teh pogovorov se je včasih udeleževal tudi dr. Dorče Sardoč, znano ime iz primorske zgodovine, narodnjak, obsojenec na drugem tržaškem procesu. In spet je pogovor neizbežno padel na doktorja Kralja. Gotovo sem o doktorju Kralju marsikaj slišal tudi od njegove vdove, od moje tete Anice, in le obžalujem, da sem bil takrat premlad, da bi lahko to cenil in primerno zabeležil. Potem sem se o njem seveda ure in ure pogovarjal z Lučko Kralj ob nastajanju njene knjige in tudi prej. In tudi njo sem včasih spremljal na obisk kakšnemu kraljevemu znancu izpred vojne. Pa tudi sam sem kdaj pa kdaj stopil do tega ali onega, ki je kralja poznal, na primer doktorju Branku Anjeletu v Trstu ali profesorju Janku Ježu, in sem si beležil njihove spomine, vtise. Ne bom seveda tu obnavljal zdaj vsebine teh pogovorov. Naj povem le, da so se v enem vsi ujemali. Namreč v tem, da je bil Janko Kralj velik človek, markantna osebnost. Osebnost, ki je izstopala iz okolice in vsakomur, ki je imel opravka z njim, pustila močan vtis. Jasno mi je bilo tudi iz teh pogovorov, da če je imel dr. Janko Kralj veliko prijateljev in sodelavcev, zvestih prijateljev, je imel tudi veliko nasprotnikov. In to tudi v lastnem političnem taboru. Nekaj o tem smo že slišali od profesorja Podberšiča. In predvojni spori so se onstran državne meje, govorim torej na Tržaškem in Goriškem, nadaljevali tudi po vojni, in tudi o tem sem seveda od očeta, ki je bil v njih neposredno soudeležen, doma veliko slišal. Hočem reči to, da iz vsega tega izhaja, da spremljati nastajanje te knjige, zbirati zanjo dokumentarno gradivo, mi ni bilo v nobeno breme, nasprotno, v veliko veselje, kakor mi je v še večje veselje pravzaprav in zadoščenje njen izid. In upam tudi, da sta dva moja krajša prispevka, ki sta vanjo uvrščena, prispevala k njeni vsebinski zaokroženosti. Ne bi pa sedaj govoril o teh svojih sestavkih, ampak bi raje poudaril, v čem vidim pomen knjige, ki je nocoj pred nami. Mislim, da je knjiga Lučke Kralj pomembna iz treh razlogov. Delno bom ponavljal to, kar je Renato povedal že pred mano, ampak nič ne de. Prvič zato, ker se mi zdi, da šele izid te knjige omogoča oblikovanje celostne podobe slovenskega narodnega gibanja med obema vojnama. Torej, gre za segment, ki do zdaj ni bil obdelan, vsaj sistematično ne. Drugič, tudi zato, ker nam omogoča boljše razumevanje ne le predvojnega dogajanja, ampak tudi povojnega dogajanja na Primorskem. Zlasti seveda tukaj govorim za tisti del Primorske, ki je ostal po letu 1947 v Italiji. In tretjič, ker se v njej ohranja zgodovinski spomin kraljeve družine in njene bližnje okolice. Kaj hočem reči s to zadnjo točko? Hočem poudariti to, kako je dragoceno, da je živela avtorica knjige veliko let v tesnem stiku s kraljevo vdovo, redno obiskovala njegovega svaka in tesnega sodelavca, navezala stike z nekaterimi zaupniki in tako dalje. In tako je lahko zgodovinskemu spominu ohranila ne le veliko dejstev in podatkov, ki bi bili sicer izgubljeni, ampak je tudi zabeležila, kako je kralj svojo družino dogajanje v ožji in širši domovini spremljal, o njem razmišljal, ga presojal. Ni rečeno, da se bojo vsi bralci
s temi pogledi strinjali, ampak neizmerna škoda za zgodovinski pomin bi bila, če bi zorni kot dr. Janka Kralja in njegove skupine utonil v pozabo. Ta knjiga ima zaslugo, da se to ne bo zgodilo.